Dober dan. Kako ste, kaj? Jaz osebno čutim zelo veliko negativne energije. Tako da predlagam, da najprej se obrnem proti vam, to sem se naučil v Atenah, ko je bil WHO konferenca, in vas vprašam malo fizične aktivnosti, ne bo težko. Vsi tisti, ki ste zakon prebrali, prosim, da dvignete roko. Torej, imamo dokaj kompetentno občinstvo, tako da se vam zahvaljujem. Sicer pa vsem ostalim, glede na to, da je po jutrišnjem dan kulture, vam predlagam 30 strani, jaz sem ga večkrat prebral včeraj, da sem lahko tako začel, sem šel še enkrat skozi in je zanimivo branje. Zdaj bom pa začel tako, kot sem si zastavil, ne glede na to, da mi je vsa razprava tako razburila, da se bom moral notranje umiriti, da bom lahko odpeljal okroglo mizo. Namreč jaz razumem, da smo Slovenci res navijaški narod, zgubili smo Dončića in ga predstavili v najboljši klub v Los Angeles, ampak zakaj je treba toliko ploskati? A kaj s tem izražate? Jaz bom začel z pohvalami. Najprej, tako kot sem se odpravil iz mojega najljubšega kraja, iz Kopra v morju, ker je sonce in smo drugače naravnani, smo pozitivni ljudje in radi pozitivno govorimo. In ker sem iz generacije za obema mojima predhodnika Franciji globok poklon za tvoje besede, vse upravičeno, kar sva imela, muzika, glasba, flower power, človek si je zavrtel glasbo in ta nas bo spremljal sedaj. Fajn bi bilo, če bi imeli v ozadju neke glasbe, da bi bilo malo boljše vzdušje, kajti danes vam predstavljamo zakon o kakovosti. Tako da se bom z besedami Zuckera, italijanskega pevca, zahvalil ministrici, njegov komad Ridam il sole, kar pomeni daj mi sonce, dala mi je sonce, ker sem že obupoval, da bo tema v slovenskem zdravstvu, da ne bomo uspeli pripeljati zakona. Tako da hvala. Zahvalil se bom vsem najbolj udarnim članom skupine, ki pripravlja zakonodajo in je trla ta oreh skoraj da leto dni, Biserki Simčič, Miranu Remsu, Franciju Gerbicu in vsem ostalim, ki sem jih izpustil. Sicer je pa danes 262 dni, odkar sem na stropje spodaj želel prepričati ljudi, bilo jih je 10krat manj kot danes, zato da je akreditacija neobvezna in da je zakon to, kar vsi pravite, ne vem zakaj, če ste ga brali, da pripravlja pozitivno energijo, da ne kaznuje, razen seveda takrat, ko gremo čez rob. Zahvaljujem se za primerjavo z letalstvom, jaz bi bil raje pri tleh, Flower Power so bolj vozili avtomobile kot leteli, in bi raje primerjal z prometnimi prekrški in danes sem res vozil tako, ko sem včeraj bral zakon, ki mislim, da je podoben kot zakon o prometnih prekrških. Torej, na nek način nas uči, kakšni naj bodo proces in struktura. Zakon postavlja jasno postavlja, kako naj bi bil sistem v zdravstvu zgrajen, da bo bolj kakovosten in kakšni naj bi bili procesi. Pot je dolga. Ministrica obljubila tudi zakon o nekrivdni odškodninski odgovornosti, ki je bila predprejšnja tema. Tega zakon ne pokriva. Drugače pa najbolj pomembno sporočilo je, če ste predavali in ko boste predavali kakovosti, morate dodati še eno načelo, poleg 6 znanih, ne bom jih ponavljal, še integralnost, torej zdaj, ko bomo integrirani, vsi skupaj bomo bistveno boljši. No in bom začel kar z zadnjo mislijo, ker sem povedal kot Deadhead, to je tisti, ki so sledili glasbi Grateful Dead, fajn jih je čas načel, ostali so samo še 3 vers, ki sem ga dal tudi v moj diplomsko, bilo Love that thrill not fade away. Torej, prava ljubezen nikoli ne izveni. Zato pa, prosim vas, zaljubite se v kakovost v zdravstvu, pojdite s tem domov in vsak dan uvajate kakovost v zdravstvu. Ne bo to vaše glavno vodilo. Jutri ste lahko ne samo vaši svojci, tudi vi v zdravstvenem sistemu. V okrogli mizi se ne bomo ozirali na vse to, kar je bilo izrečeno, ne pričakujemo ploskanja, bi pa na začetku, ko bom predstavljal, lahko vsem udeležencem zaploskali, zato da jim bo se dali malo poguma. Začel bom s tistim, kar je en od pomembnih delov kakovosti, to je za osredotočenost na pacijente, zato bom povabil gospoda Mateja Pečovnika, ki bo danes igral vlogo državljana, pacijenta, govorila sva vse skupaj minuto, tudi on ne ve, kaj ga čaka v okrogli mizi, tudi sam ne vem, kako jo bomo speljali. Izvolite.
To je bilo mimo bontona, ker bonton uči, da imajo ženske prednost, veste, da imam 4 hčere in ženo, torej 5 žena, ampak zdaj bomo šli na bonton. Povabil bom seveda dr. Antonijo Popla Sušic, sošolko z fakultete in mojo svetovalko za primarno raven, ko sem bil minister, tako da Tonka, izvoli. Potem, da bomo Primorci bolj prisotni, sem povabil Vanjo Kosmino Novak. Skupaj sva začela pot, jaz kot zdravnik, ona kot medicinska sestra v bolnišnici Izola, nadaljevala sva, kakor sva nadaljevala, trenutno je glavna medicinska sestra v zdravstvenem domu Koper in skrbi, da imamo primarno raven v občini Koper, skoraj 50 000 ljudi, optimalno urejeno. Vanja, hvala za odziv. Slađana Jelisavčič, veliko krat sta sedela na nasprotnih bregovih oziroma stolih, nekaj časa skupaj, oseba, ki jo zelo cenim na področju ekonomike v zdravstvu, zdravstvene ekonomike. Slađana, hvala za odziv. In last not least, ugotovila sva, da imamo nekaj genetsko skupnega, kakšnih 500 let nazaj, dr. Dragan Kovačič, trenutno generalni direktor Splošne bolnišnice Celje, to je eno tisti, ki je vezni člen z 262 dni nazaj, sicer pa internist kardiolog, s katerim nekako poskušava izboljševati okrogle mize in nastope na konferencah. Skratka, to je naše omizje. Gospod Pečovnik, lahko grem kar na Matej, ker z vsemi ostalimi sem na ti. Gospod Matej, kaj pričakujete od zakona o izboljševanju kakovosti v zdravstvu? Danes je bilo veliko govora, da je ta zakon dejansko usmerjen k nam pacientom. In mi se tega zelo veselimo, ker dejansko smo prvič zapisani kot tisti, katerem je to dejansko usmerjeno. In ta usmerjenost na pacienta je tisto, kar nas v tem zakonu najbolj veseli. Ker veliko je stvari, ki bi jih mi v zdravstvenem sistemu želeli popraviti oziroma jih moramo popraviti. In v 12. členu piše, da nevladne organizacije lahko vplivamo na zdravstvene politike, jaz bi že to konotacijo spremenil in bi rekel, da mi to moramo. Ker dejansko smo mi nastopimo takrat, ko zdravstveni sistem nima več oziroma ne najde več besed. Jaz bom zdaj govoril o onkoloških pacientih, ker jaz sem predsednik onkološkega društva in takrat, ko nekdo dobi diagnozo rak, ga najbolj zanima, kaj ga čaka. In zdravnik, onkolog nima, oziroma če ni bil nikoli onkološki pacient, ne ve, kaj pomeni aplikacija kemoterapije. In takrat nastopimo mi. In mi s kakovostnimi ozaveščevalnimi kampanjami oziroma vsa društva, ki delajo na onkologiji z kakovostnimi ozaveščevalnimi kampanjami, nagovarjamo ljudi, da nimajo samo pravice, imajo tudi dolžnosti. In dolžnost moških je, da se udeležujemo presejalnih programov. In mi imamo zaenkrat samo enega, to je presejalni program Svit, za katerem pač korakamo za ženskimi vseh statističnih regij in to je nekaj, kar moramo mi spremeniti. In to je naša naloga. Da se tudi mi zavedamo, da nimamo samo pravic, da imamo samo tudi dolžnosti, ker če se mi pravočasno udeležimo presejalnega programa Svit, je velika možnost, da bodo terapije manj agresivne in tudi kvaliteta življenja bo lahko po naši bolezni boljša. Ok, gremo za ogrevanje. Vsak kaj pričakuje, Tonka, kar naprej, kaj pričakuješ od zakona, kaj prinaša zakon zate kot direktorico, kot zdravnico, kot državljanko? Hvala lepa. Jaz želim govoriti v imenu Zdravstvenega doma Ljubljana, seveda tudi v svojem imenu, ki ga vodim. In pravzaprav jaz se tega zakona veselim. Zakaj? Zaradi tega, ker v zdravstvenem domu posvečamo izjemno pozornost kakovosti, ne samo sodelovanju s pacienti na vseh nivojih in to ureja določeno področje. Veselim se pa posebej še sledečega, ker je govora o sodelovanju. V slovenskem prostoru je izjemno težko sodelovati zaradi egotov ali pa ne vem česa podobnega in vzpodbujanje to sodelovanje se mi zdi pomembno. Ko je zakon sprijet, pomeni tudi, da je verjetno na učnih ustanovah treba začeti govoriti tistim, ki bodo v zdravstveni sistem vstopali o tem,
kaj pomeni kakovost in jih educirati v to, da pravzaprav to ni nekaj, kar si vodje inštitucij ali pa vodstvo zaželi in mora biti tako, ker je to namenjeno varnosti zdravnikov, zdravstvenega kadra, varnosti pacientov, pa tudi fizičnega okolja. Tako da jaz osebno, kot v tej funkciji vodja zdravstvenega doma, se veselim tega. Seveda bo pa lahko še kaj za popraviti, izboljšati ali pa kaj reči še v nadaljnji razpravi. Vanja? Ja, nimam še popolnoma izdelanega mnenja. Veselim se zakona pa zato, ker bo končno postavilo zadeve oziroma bom rekla delo ljudi, ki se s kakovostjo v zdravstvu ukvarjamo, na neko pozicijo. Zdaj je to ena, bom rekla, alineja v mojem opisu del in nalog, ki jih delam. Računam na to, da bo zakon podprl zaposlovanje ljudi, ki se bodo lahko poglobljeno in natančno in tako, kot je treba, ukvarjali z kakovostjo. Poudarila pa bi, da to ne more biti na enem človeku. Kakovost je stvar zavoda. Jaz imam to srečo, da je naš zavod, kjer delam, certificiran že od leta 2008, tako da v bistvu velikih sprememb dejansko v zakonu ni. To, kar jaz vidim, je, da je zapisano in zakon je zakon, ki se ga je treba držati. No, tle vidim prednost, vem pa, da nas bo čakalo veliko dela. Slađana? Dober dan. Tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje seveda pozdravljamo sprejem zakona, ker že 20 let smo slišali oziroma verjetno morda v nekaterih okoljih še prej, da ste se začeli ukvarjati z kakovostjo, vendar vsak izvajalec na svoj način, s svojim lastnim pristopom, z morda tudi različno metodologijo zbiranja podatkov. Za ZZS kot plačnika pa je izjemnega pomena, da to sedaj postavljamo na skupne temelje, da postavljamo neke skupne okvirje, ker samo na ta način bomo lahko tudi sistemsko pristopili recimo z finančnimi spodbudami oziroma s temi vidiki, ki so tudi v zakonu predvideni, da se sistem kakovosti vgrajuje tudi v financiranje. Posebej bi pa še izpostavila tudi nalogo agencije, da se bojo na enem mestu zbirale smernice oziroma priporočila za klinično obravnavo pacientov. Tu je bilo to področje, seveda, kliniki ste vedeli, kje in kako ste se dogovorili, ni pa to bilo zbrano na enem mestu. Pacienti vemo, da so vedno bolj osveščeni, da zbirajo po internetu različne informacije, tudi pridejo potem do zdravnikov, zahtevajo določene terapije in z tega vidika smernice zelo pozdravljamo, ker bo iz teh lahko tudi razvidno, da ni vsak pacient primeren za vsako terapijo, pa tudi za nekatere posebne metode zdravljenja, ki jih morda izvaja v Sloveniji samo eden ali dva zdravnika, pa mi recimo na ZSA-ju niti ne vemo, da so že začele se te metode uporabljati, bodisi v okviru terciarne, bodisi že kot redna terapija. Tukaj tudi vidimo priložnost, da bo agencija to na nek način urejala in da bo cel sistem postal bolj pregleden in transparenten. Hvala. Jaz moram reči, da ob tem zakonu ne čutim nekega posebnega veselja. Mislim, pač imam tak normalen odnos do zakona kot takega. Kot direktor mi pravzaprav prinaša glavo bolje, zaradi tega, ker bom mogel še veliko dodatnih stvari organizirati, pa tudi veliko resursov nameniti temu, ampak v osnovi menim, da ideja je pa dobra, pomembna, pa vodi naprej, ker če iz nič ni nič, če nič ne naredi, se nič ne bo spremenil, če nič ne bi spremenil, bi bili še vedno kameni dobi. In če primerjam, kak je bilo 26 let nazaj na področju kakovosti, ko sem jaz začel, pa zdaj smo že svetlobno leto naprej. Sam problem je, ker so spremembe tako počasne, da je človeško življenje prepočasno, da bi zajel tako spremembo. In tole je tudi recimo, če nič druga je treba avtorjem zakona čestitati za pogum, da so naredili korak naprej. Zdaj, Slovenija je vedno tako, ko dobimo nek zakon, vsi se začnemo pol bati, predvsem začnemo iskati bypasse, kako bomo zdaj bypassirali ta člen pa člen, pa da ne bi slučajno kakšne kazni plačali. V resnici pa je zakon sam
enih 50 strani teksta, ki se ga da tudi spremeniti, če se v realnem življenju pokaže, da ni življenjski, da ni v redu ali pa da je, bi rekel, celo škodljiv v nekem aspektu. Se po mojem ta zakon ni škodljiv. Osnovno poslanstvo tega zakona je pa nekaj, kar se dotika tudi vseh zaposlenih v zdravstvu, zaradi tega, ker če vam jaz lahko povem iz četrtstoletne kariere, ti vedno greš v ambulanto ali pa na delovišče z nekim primordialnim strahom, da boš naredil nekaj narobe, nekomu škodoval in da boš potem zato tudi sankcioniran, da bo tvoja družina trpela, da ne govorimo o pacientu, ki tak bo trpel. Ne. In jaz mislim, da sistematičen pristop k temu, poročanje anonimizirano, obravnava takih dogodkov, iskanje nekih strategij, da se ne bi ponovili, to ne more biti negativno. Ne. Zdaj, kako se bomo po tega lotevali, to pa mi prav nobenega veselja ne spodbuja, zaradi tega, ker bo to skoraj vedno z istimi resursi, ki jih imate, z boljšo izkoriščenostjo, to so vedno iste sintagme, ne. Se pravi, mi bomo z boljšo organizacijo dosegli, da bo to boljš. Ampak bomo, ne, ker še vedno smo, pa tudi tu bomo. Ne. Ok, hvala. Tu v bistvu člani okrogle mize, z nobenim nisem govoril in pri mojih okroglih mizah ne vedo vprašanja, nekako ocenjujejo kar visoko zakon, torej težko bi rekel, da je zelo slab ali ne. Pridružuje se to, kar se zjutraj dregnil ministrico, da sem jo malo prebudil, da je kar dober zakon, ne. Zaradi tega, ker pomeni, da ga bomo lahko izboljševali. Če bi odličen, bi pač zgodba bila končana. Da vas samo spomnim, da je bila to ena od zahtev projekta, da je to pot, ki smo jo sanjali desetletje nekateri, da končno to postavimo tudi v zakonske okvire, ker očitno pri nas samo papirji, usmeritve, smernice ne držijo. Torej moramo tako kot v prometu tudi tu imeti zakon, ki nas bo usmeril v bolj kakovostno zdravstvo. Zdaj pa, kot matematika, ali je to zadosten pogoj za to, da se izboljša kakovost ali potreben? Ni, niti se ne ugajati, ker če bi bil zadosten in potreben, zakon je enako kakovost. Torej zakon sam po sebi ne bo spremenil kulture kakovosti in varnosti v zdravstvenem sistemu. No, zdaj pa, kaj moramo narediti, da se bo zakon udejanjil v zdravstvenem sistemu, da ne bomo vedno kalimeroti, nas je premalo, delamo 16 ur, nimamo materijala, nimamo to, nimamo tega. Dejstvo pa je, da ko pogledamo mednarodne številke, zdaj ne vem, kako napačno jih poročate, ampak krivulje so bolj ali manj usmerjene gor v tistih parametrih, ki bi morali rasti, torej število zdravnikov, medicinskih sester in podobnega. Tako da ne kaže tako slabo, kot sami sebe vidimo. Skratka, dokdaj bomo kalimero, kdaj bomo se začeli resnično lotevati pravih problemov, ker bomo analizirali, da smo na nekaterih področjih res slabi, bomo usmerili tudi tja, da bomo šli iskati iglo tja, ki smo izgubili, ne pa tam, kjer je luč. Kako bomo to začeli? Kdo bi mi tu pomagal? Ne, kdorkoli. Dobro, lahko jaz začnem, kako bomo pomagali. V bistvu edina prava pot, ko sem tu slišal, je to, da bomo učili ljudi. Ne. To je edina pot iz nevednosti, je učenje pa izobraževanje. Ne. Če pogledate, recimo, jaz sem tista generacija, ko je prvo videoigrco videla, pa prvi računalnik, ne, pa moram reči, da moj otrok, ki je star 13 let, zna na računalnik narediti bistveno več kot jaz. Ne. In, jaz stavim na mlado generacijo, se pravi, treba je mlade ljudi, ki prihajajo za nami, učiti bistveno drugačnega pristopa k celotni zadevi, ker imamo tudi drugačna pomagala, pa ta zavest naša mora napredovati. Ne. Se pravi, kakšna je klasična reakcija na spremembo, če ste gledali risanka Krudovi, ne, tam živijo v Votlini in imajo eno geslo, ki pravi nova je slaba. Ne. To je klasična reakcija in to starejši, ko si slabše. Ne. Zato je edino učenje pot ven iz tega, se pravi, da bypassiramo ta naš balkanski duh, ne, ki pravi, aha, oni so sprejeli zakon, samo oni ne morejo tako hitro sprejemati zakone, koliko jih lahko mi hitro bypassiramo. Ne. Tako da to je edini način. Če bomo mi zapopadli, da to, da ti veš, kakvi so rezultati tvojega zdravljenja, da si znaš nastaviti zrcalo, da rečeš, aha, slabši sem onega druga, zakaj sem slabši od njega, ne? In da namen vsega je delati dobro svojim pacientom, ne pa lastna promocija, pa boostanje lastnega ega, potem bomo nekaj dosegli. Ne? Pa še nekaj, s čemer bi se pa s kolegico strinjal, določene individuume je treba iz te igre izločiti. Ne? Tam, kjer je ego preveč izražen, da ga ne moreš preobraziti pač v neko družbeno koristno pa bitje, potem je take toksične posameznike treba izločiti iz igre. Pač. Hvala, dragom. Nekdo je rekel, where is ego, there is no go. Tako da se strinjam. Slažem. Ja, jaz bi tudi komentirala in sicer bi rekla, da za udejanjenje zakona oziroma kakovosti je zdaj ključen ta izvedbeni vidik.
Ker mi smo imeli recimo v uredbi pa v splošnem dogovoru, smo prišli tako daleč do absurda, da smo v podzakonskih aktih pisali, da je potrebno zakone spoštovati. Upam, da v sedanji uredbi pa v bodočih splošnih dogovorih ne bomo pisali, da je potrebno spoštovati zakon o kakovosti. Ker očitno nam tudi to ne pomaga, če pač stvari ne implementiramo. In tukaj vidim ključno vlogo na agenciji, da bo nekje gibalo razvoja, da bo gibalo, bom rekla, da bo ta krog začel teči, tako na vseh ravneh, se pravi, tako na primarni, sekundarni, pri vseh tipih izvajalcev, tudi recimo izven javne zdravstvene mreže, kar mislim, da bo kar velik izziv. In upam, no, da ta ekipa, ki bo na agenciji, da bo imela veliko energije in da bo za to pozitivno energijo in spodbudo pač vzpostavila ta nek krog stalnega gibanja in pa izboljšav. Tonka, si direktorica zdravstvenega doma, jaz sem si natančno prebral naloge, ki so na koncu zapisane v zakonu. 5, mislim, da je 19 točk. Kot je Biserka predstavila, veliko tega bi že moralo biti na podlagi uredbe. Kako se boste v zdravstvenem domu lotili teh nalog, ki vam jih nalaga zakon? Nekatere so celo vezani na kazni. Tako kot prehitra vožnja pod vplivom alkohola si kaznovan. Zato sem danes vodil zelo po pravilih. Sem pa užival, ko je policaj ustavil enega drugega, ki je norel. Izvoli, kako boš uredila v svojem zdravstvenem domu vse to, kar ti zakon nalaga? Ja, to je zdaj tisto negativno vprašanje, kaj bom uredila, kaj mi zakon. Smo se ogreli, zdaj ni več kaj mi zakon nalaga, jaz tega ne jemljem tako, no, zaradi tega, ker je kakovost to pomeni živeti en stil izvajanja zdravstvene dejavnosti. In zaradi tega imam izjemno dobro ekipo, za katero se želim, da bi bila umeščena nekam v sistem financiranja, da bi jo lahko uradno postavili. Vemo, da vojska ima desetarje, ker ena oseba dobro obvlada še 10 ljudi, nas je 1600 in imamo ekipo 10 ljudi. Izjemno visoko postavljen ta sistem, tako da ta del me ne skrbi. Moram pa reči, da sem ta zakon prebrala, ne tik pred zdajci, zaradi tega, ker me lahko boli glava samo organizacijsko, če osebno kako kazen dobim, ampak v teh letih mogoče tudi toliko denarja imam, če ne bo vse čista prvi trenutek poštimano, se mal hecam. Ampak, kar pa je pomembno in kar se mi pa zdi, da bo veliko dela in v kar smo tudi šli, pa se mogoče nihče ne bi mislil, je pa koncept sodelovanja s pacienti. In sicer njihova pričakovanja ali želje ali ozaveščenost vodi v ene neslutene pričakovanja in zahteve do zdravnikov. Recimo zelo konkreten moj osebni primer, končamo zdravstveno obravnavo in na koncu ljudno vprašam, pa bi še kaj pa prav, ja, napotnico za magnet prsnega koša in na nek način jo poskušam še enkrat vprašati, pa mogoče še kaj sarkastično, ja, pa še za vratno hrbtenico. Pa povem, da to pač ne bo šlo, pa pride pritožba in tako naprej. Kar pomeni opravičilo osebi, žal vam to ne pripada, pa ne vem kaj, je to sarkastično. Kar pomeni, mi moramo ustvarjati komunikacijo, dela z množico ljudi, govorimo o primarnem nivoju, zaradi tega, ker 80% primerov se zaključi na primarnem nivoju in vzpostavljamo pravzaprav komunikacijske točke, kdo bo razlagal, kdo bo obravnaval, kdo bo delal na način ozaveščanja, ker pravzaprav veliko zadev ali pa večina zadev se lahko konča z ustrezno komunikacijo, ki je nismo naslovili v tem trenutku na način, ki bi bilo treba in tukaj se zdaj ta trenutek iščemo. Ostalo organizacijsko strukturo imamo narejeno in seveda je treba imeti orodje, da nekdo, ki se norčuje iz tega, kaj moramo v vodstvu delati, da se ga lahko sankcionira ali odstavi, kar se s kolegico Zgolnika absolutno strinjam. Matej, zdaj je bilo dobro izhodišče. Če ste poslušali jutrnjo oddajo, bodo v Ljubljani zdaj urejali promet, da bodo počasnjevali hitrost s posebnimi znaki, ampak je strokovnjakinja iz fakultete povedala primer posode in je zelo primerljiv z zdravstvom. Namreč, če imate liček, je odvisno od hitrosti in količine vlivanja tekočine, koliko bo prišlo na drugi strani ven, oziroma da se bo prelilo. Zdaj, del tega smo seveda tudi mi krivi, se bomo posuli s pepelom, mogoče preveč napotujemo to, ampak po drugi strani primer zdaj iz urgence z Ljubljani, ki se je sesula,
ne, šmrcanje v nosu in podobno, velik naval na urgenco, zakonodaja je jasna. Ne, kdor pride na urgenco zaradi nenujnih primerov, bi moral biti pač ustrezno penaliziran, bi moral pač sam plačati. Kaj bomo naredili, da, tako kot je Tonka omenila, da bomo nekako uravnali to odgovornost? Jaz razumem pacientove ali pa državljanske skrbi, ko se mu jim zalomi zdravje, ampak pri 37,5 leteti na urgenco, tako je pač zdravnik povedal, je malo neodgovorno. Namreč zakon, jaz sem ga dvakrat ta člen prebral, bolj ali manj govori o pravicah, zelo malo o odgovornosti, o nalogah pacientov in odgovornega ravnanja. Bojim se pač potrošništva v zdravstvu. Ko bomo začeli a la carte, ne, dokler ne bo CT magnet v minuti celega telesa, ki bo postavil diagnozo, je to zelo nevarno. Ko bo to narejeno, bomo lahko se šli slikati počem na magnet, da ne bo kasnejših posledic. Kaj mislite, kaj bi lahko naredili skupaj pacienti in zdravniki, da uravnotežimo ta naval? Kaj ti krivulje kažejo, da je to nenormalno, naraščajo, bom rekel, kar želje, ne potrebe državljanov po zdravstvenih storitvah. Kaj sicer smo Slovenci eni najbolj obolelih narodov v Evropi. Mi karkoli beremo. Jaz imam podatke, tako da ne mislim, da si izmišljujem v glavi. Imam številke in vse drži. Ja? Koliko napotnic izdamo? Napotnica je na podlagi pregleda, ko se nekdo odloči, da bolnik rabi. Zelo malo dvomim, da se sedamo na željo in da dajemo magnete in CT kar nekaj na željo pacientov. Izvolite. Mi karkoli preberemo, rajš preberemo pravice kot dolžnosti. Dolžnosti ponavadi damo tja po tisti majčken tekst. Tisto pač pol poskrolamo naprej, to je tako, ko moraš pol napisati agree, kot nikoli ne bereš vsega. Zdaj, jaz sem prepričan, da moramo, da je, mislim, naloga vseh nas ljudi, ki so strokovno udeleženi v zdravstvu, pa mi, ki zdravstvenemu sistemu pomagamo, je, tako rekel doktor, da ozavestimo oziroma naučimo ljudi, da nimamo samo pravic, da imamo tudi dolžnosti. In mi bi se morali oziroma vsak posameznik bi se mogel najprej vprašati, kaj je njegova dolžnost. Zdaj, jaz sem se prej dotaknil presejalnih programov, zdaj urgenca je, kolikor jaz vem, je namenjena temu, če je življenjsko ogrožajoče stanje. Zdaj, če imaš ti 37,3 vročine, dobro, za nas, pri nas moških je malo drugače, ker 37,1 je že kar življenjsko ogrožajoče. Ostali ženske bi se mogle pač zavedati, da pol od 38 naprej grejo na urgenco. Jaz sem prepričan, da pač ljudje oziroma tisti, ki živijo izven zdravstvenega sistema oziroma ki nikoli niso bili v poteku hujše bolezni oziroma niso bili v zdravstvenem sistemu do te mere, da se pol tudi naučiš svojih dolžnosti, bi jih mogli naučiti tudi oziroma bi mogli učiti, saj imamo center za krepitev zdravja oziroma pa mogoče, jaz ne, zdaj ko govorim, da ne bo skočila katera iz centra iz krepitev zdravja, da jaz nalagam, da morate vi tega delati, ampak zdi se mi, da pač Slovence oziroma Slovenke je treba poučiti o tem, kaj so naše dolžnosti. Dolžnosti iz preprostega razloga, ker če mi poznamo svoje dolžnosti, bomo tudi šli pravočasno v zdravniku oziroma takrat, ko je potrebno, bomo šli pravočasno k zdravniku in tudi terapije bojo manjše oziroma bo zdravljenje manj agresivno in kvaliteta življenja bo boljša. To je pa tudi nekaj, kar k čemu mi stremimo iz preprostega razloga, ker radi živimo, tudi radi po noči vstanemo pa Lukana pogledamo, čeprav so ga zdaj nam poslali v Los Angeles in jaz mislim, da naloga vseh nas, ki smo danes tu, oziroma tudi nas društev, ki delujemo oziroma ki smo podaljšek zdravstvenega sistema, je, da Slovence in Slovenke naučimo, da je treba tudi tisti mali tekst prebrati in ko bomo mi oziroma ko bo večina Slovencev tudi ta droben tekst prebrala, se mi zdi, da bo tudi teh navalov na te nenujne zdravstvene obravnave manjša, pa tudi zdravstveni sistem bo oziroma ta lijak bo te stvari lažje požrl in jaz mislim, da skupaj smo poklicani, da tudi ta zakon o kakovosti pač zreklamiramo oziroma
naredimo do te mere, da bomo vsi vedeli, da na dolgi rok z določenimi popravki prinaša nekaj zelo, zelo dobrega za nas. Vanja, se bom ozrl nazaj na COVID. Zdravstveni dom Koper je odlično opravil nalogo, organiziral, tudi sam sem udeležen zaradi pogostega potovanja uslug. Koliko od tega, kar ste se takrat naučili in unesli, ste prenesli v 2025 pri organizaciji dela, da so procesi tekoči, da so znani celo rezultati kakovostnega dela in ostalega v zdravstvenem domu? Zelo, zelo težko se je bilo iz covida in neke izredne situacije, oziroma bom rekla kar tako, vojne v zdravstvu, se je bilo vrniti v mirnodobni čas in razorožiti generale in vojake in jih spet dati v vlogo zdravstvenih delavcev. Sploh mislim, da recimo to, kar sem jaz opazila, na preventivnem področju večina recimo medicinskih sester, ki se ukvarja s preventivo, to so referenčne sestre, sestre iz ZVC-ja in CKZ-ja, so bile zelo, zelo aktivno vpete v vse intervencije v zvezi z epidemijo. In po koncu epidemije in ko se je bilo treba vrniti nazaj v čisto neko, bom rekla, drugo dimenzijo, jih je zelo veliko želelo oditi iz preventive. Ker so bile verjetno, ne vem, jaz si ne znam to razložiti, verjetno bi to znal kdo boljše od mene, ampak verjetno je še toliko bilo tega adrenalina iz vojskovanja, da je preventiva bila za njih nekako tako kot preveč dolgočasna. In vzpostaviti vse te zadeve ni bilo tako lahko. Sploh, kadar se je zgodil ta kolaps v družinski medicini, ker je v enem momentu bilo premalo zdravnikov, preveč pacientov, težko je bilo to. Mislim, da še zdaj nismo na tistem, kar smo bili pred epidemijo, ampak gre pa na boljše, no, to pa ja. Slađana, danes smo večkrat slišali financiranje, ključni problem, lahko berete vsak dan kolumne, če se vam da o tem, kako prav, ne prav delimo in tako naprej. Ampak jaz vam zagotavljam, da dražja kot kakovost je nekakovost. To je najdražja stvar. Nekakovostna storitev je najdražja, to sem, ko je bil gospod Miklavčič minister, je svetovalec gospodu Fakinu na zavodu, sem na primeru moje tete, žalostnem primeru, pokazal, kako smo metali denar skozi okno. Zdaj, zanesljivo to, kar piše v zakonu financ, ne bo dovolj. Zato, da se zakon upelje, to vam tudi znam izračunati, dokazati in tako naprej. Moram pa na drugi strani pomagati ministrici, ki z podatki Svetovne zdravstvene organizacije, da približno 20, zdaj Svetovna zdravstvena organizacija hitro računa, zdaj že 30% storitev nepotrebnih. Tudi Andrej Robide je lepo računal, tu se malo razhajava, ampak ni pomembna številka, pomembno je sporočilo. Če niste doma v številkah, ne igrajte se z njimi, ker boste slabo končali. Ampak, če se vračam v prometu umre manj ljudi, kot bi prenesli ameriške ceste, ameriške zdravstvene ceste v slovenske zdravstvene ceste. To si pa lahko zapomnite. Ja? Pa smo na tem področju v 10-15 letih naredili zelo veliko. Cestna varnost, manj alkohola, ne pij in tako naprej in smo to zmanjšali. Ampak ne boleče, pa nisem slišal policajev, da bi se razen tistih Štajercev, ko rečejo en vic vmes, ker ste tako resni. Grejo iz gostilne 4 Štajerci pa pravijo, Janez, ti boš dan zvozil, ker si preveč pijan, da bi pel z nami. To je slovenski dovtip. Ampak kako bomo zdaj? Tu so vsi, sem poslušal prej, odgovorni za kakovost v svojih stanovah, predani so, prišli so na petek, pred kulturnim dnevom sem, bojo tudi do 3-4, izgubili se bojo en dan dal, da dobijo sporočila, kako bodo zdaj oni to dejansko dejali, seveda brez denarja ni muzike, ne? To bo težko. Kako? Izpostavili smo kader stane. Potem smo izpostavili protokole in strukture, ki bomo morali postaviti, potem bomo morali spremljati, bomo morali poročati, to je kar nekaj denarja. Kako bomo to zagotovili? Iz proračuna ali iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja? Jaz mislim, da bo izziv oboje. In kader,
Ker če pogledava, a ne, mi smo imeli kar veliko programov, kjer imamo širitve, pa jih ne uspemo oddati zato, ker ni kadra, ker ga pač ni možno zagotoviti. Tudi recimo, če bi pogledali standarde, kjer so predvideni za sesterski kader, marsikatera bolnišnica pravi, a ne, da pač nima dovolj sester, jih niti ne dobijo na razpisih. Podobno poslušamo za domove za starejše občane, pač ni kadra, ni na trgu dela, ni kadra. Tako da je pred nami, po moje, izziv, da se bomo morali vprašati, kako zagotoviti najboljšo kakovost z resursi kadrovskimi in pa finančnimi, ki jih imamo. So prispevki, ki jih imamo v okviru ZZZS-ja, vsi ti prispevki, vsa ta sredstva se namenijo za zdravstvo. Mislim, da zdaj se ne vem, če smo 1%, zdaj po ta novem nimam točno, se nisem zapomnila, ker je ukinjeno prostovoljno zavarovanje, ali celo pod 1%. Torej, tudi če zdaj se ukinemo, ne vem, da bi bilo lahko zadosti za vsa ta povpraševanja in pa želje, ki jih mi dobivamo. Torej, mislim, da bo mogel biti resen, tudi proračun ni neomejen, ne, mi zdaj že dobimo sicer 420 milijonov iz proračuna, ampak tudi ti javni viri so omejeni. In zdaj, če se želimo zrelo in realno pogovarjati, potem se bomo mogli res vprašati, ok, imamo toliko in toliko zdravnikov, imamo toliko sester, fizioterapevtov in delovnih terapevtov in ostalih strokovnih delavcev v zdravstvu na eni strani, na drugi strani imamo takšne in takšne finančne vire in zdaj se moramo vprašati, kako bomo to najbolj učinkovito razporedili oziroma uporabili za najboljše zdravstvene izide. Tako da bomo rekli, ok, a ne, zdaj bomo tam neke time ali nekaj dodatno plačevali, to smo že videli, ne, ko smo imeli Loredanov zakon, ko smo plačevali po realizaciji kakšnih učinkov v smislu dostopnosti, nismo bili deležni. Tako da ja, morda je odgovor v nekih standardih, ki jih bomo v okviru kakovosti opredelili, tudi v smislu odpravljanja nepotrebnih storitev in če jih je res 30%, potem bi lahko te resurse uporabili za večjo kakovost na eni strani, denar ne ostane v zdravstvu, ampak za bolj kakovostno obravnavo pacientov brez nepotrebnih storitev. Tukaj bo treba najti neko formulo. To morda vam ni všeč, ampak je pa realistično. Dajmo pogledati, koliko nas je, se moramo znati prešteti in moramo znati tudi prešteti se, koliko imamo finančnih sredstev. Dragan, si ti optimist, da bomo lahko spravili nekaj akterjev za isto mizo? Bral sem dopisovanje 2 RSK-jev, mi je posredovala ministrica in moram reči, da sem se nasmejal temu visokemu akademskemu razpravi, ki nič ne pomaga za ureditev problema. A bomo sposobni pri določenem problemu, ki se dotika 1, 2, 3 specialnosti zdravništva, zdravstvenega, stopiti skupaj in najti eno najboljšo rešitev za paciente, državljane? Ne nazadnje zase. Jaz mislim, da bomo, ne da bomo, moramo. Vsi se vsakodnevno srečujemo z nekimi problemi, ki so navidezno nerešljivi ali pa ne dovolj hitro rešljivi. Vsak si želi hitro, pa zdajle, pa včeraj je že bilo prepozno, ampak na koncu skapiraš, da ta, bi rekel, mladostna nepotrpežljivost te počasi malo mine, pa si malo bolj skuliran, potem imaš malo več časa, da malo bolj trezno razmišljaš, pa ne tak. Eni se pa nikoli ne skulirajo, to so pa ti egoti, ki sem pregovoril, njih te toksični. Ti pa niso team playerji, tam pa ne bo nikoli team player. Jaz sem optimist. Dejansko, jaz sem včasih kritik ZZZS, mi imamo 6 milijardno blagajno, iz kire moramo sfinancirati vse storitve za 2 milijona ljudi, ker pri nas noben noče plačevati. To veste, da ne vem, kjera garnitura bi bila izvoljena, da bi rekla, zdaj boste pa plačevali iz žepa. Se pravi, mi moramo vse to in dejansko tako doma, če imaš ti 3000 evrov plača, ne moreš kupiti za 70 milijonov evrov avto. In to isto, se pravi, morali se bomo dogovarjati, morali bomo pogrežiti kako grenko pilulo, stare stavbe imamo, da to vse sfinanciramo, bojo dogovori pravzaprav nujni. In kakovost, to pa se strinjam s tem, se pravi, če bomo počasi prihajali do nekih standardiziranih obravnav, bomo tudi mi vedeli, kaj je standard, kaj je pa nadstandard, in potem bomo tudi lahko rekli, mogoče to pa res ni nujno, ker zdaj trenutno je to tak, 20-30% nenujnih storitev. Prosim, da nekdo prije na urgenco k nam danes, pa pove, kjerih 20% je neurgentnih. Ker to prepuščati zdravstvenemu osebju, ki je na prvi bojni liniji, da se bo tam kregalo, gospa, ko ste zdaj vi prišla brez veze. Jaz sem že videl gospod, ki je prišla 37,1, pa je imela infarkt.
Ne? Ni vse tako clear cut, ne? Pa prepuščati to onemu navadnemu vojaku, ki se mu reče zdravnik pa sestra, da bo to odločala, kdo je tam zdaj upravičen, kdo pa ne, to je malo, ni čisto življenjsko. To, da se bomo pa mi mogli dogovarjati, jaz pravzaprav ne vidim druge poti, ker treba pač uskladiti vse v interesu teh 2 milijona ljudi, ki pač rabijo zdravstvene storitve, ker ne pozabimo, ne, da ZZZS in ostali deležniki so zadnjih 30 let držali ta sistem pokončen in da ne bomo sami jamrali, kak je slab pa slab. Poglejte si, kakva je dostopnost zdravil, kakva je umrljivost novorojenčkov, kakva so preventivni programi. Danes sem si gledal, zdaj, kaj je prej gospod Gerbec pokazal, pa še prej so ostali predavatelji pokazali, sem gledal te indikatorje za 2025, pa nismo mi niti približno tako slabi, kot včasih slišimo iz novic. Sam treba bo nekako uskladiti vse te kompas igle politike, zdravnikov, sester, pa vseh ostalih deležnikov in predvsem pa pacientov, ne, da pacienti v tej državi zaupajo, da jim mi hočemo dobro, ker to, zgubiti to zaupanje, pa niti 50 milijard ne bo več dovolj, ker preventivna medicina, oprostite, je pa daleč najdražja, ker bomo vsakmu naredili vse, pa sploh ne rabite več zdravnikov. Pa še nekaj bi samo omenil, umetna inteligenca, ki se počasi prebija, bo zelo racionalizirala. Recimo v Celju imamo 2100 zaposlenih, od tega je 120 administrator. Kaj delajo administratorke? Prekucavajo zvočne zapise. Naš drugega ne delajo. Umetna inteligenca je že zdaj sposobna vse zapise spraviti v tekstovno obliko, se pravi, imamo veliko rezervo v notranjih resursih. Te administratorke bi lahko zbirale druge podatke, jih organizirale in tu imamo rezervo, ki bomo brez velikega denarja uspeli nekaj narediti. Ne? Ok, zdaj smo naredili ta krok danes, pa dajmo skočiti za nekaj let naprej, mogoče toliko, kot je dr. Robida, profesor Robida na tisti sliki 2008 postavil. Urejamo dostopnost, pravičnost, uspešnost, učinkovitost, no pa recimo, kdaj bo možno v zdravstvenem sistemu, tako kot sem zadnjič, ko sem potoval v Atene, se spravil na spletno stran, ugotovil, kje je hotel in konferenca, tam sem takoj blokiral, potem sem si uredil še letalski prevoz in vse skupaj sem porabil približno pol ure. No, zdaj se pa dajmo spet z mojim kolkom, ki vas ne bom moril, ampak damo državljana navadnega, ki ima neko elektivno operacijo, kam naj gre. Mi imamo svobodno izbiro zdravnika, gremo lahko kamorkoli v Sloveniji, kako naj ve, da bo šel nekam, kjer bo verjetnost morebitnih zapletov najmanjša oziroma izhod zdravljenja najboljši. Verjamem, da kogarkoli vas vprašali, verjami, jaz sem najboljši, tudi sam sem bil tak mlad v 90-ih v intenzivni noti, ni bilo boljšega intenzivista, kot sem bil sam. Ampak v vsakem primeru, v intenzivno so prihajali bolniki, so bili intenzivno bolni, niso prihajali z elektivo. Kako bomo pomagali slovenskemu državljanju leta 2000 in ne vem koliko, da bo suvereno izbral z zelo veliko verjetnostjo malih odklonov? Kako? Če ne vam dam vse telefonske klice, ki jih imam in SMS-e, ki me sprašujejo, kam ne grejo. Na operacijo kolka, na operacijo kolena, na kilo, žolčne kamne. Pa ne samo čakalna doba. Zdaj jih zanima, kdo jih bo operiral. Pa sem slišala, da on ni dober. Sem slišal, da ga je ta zašuštral. Kako bomo pomagali zgraditi sistem, kjer bomo lahko se varno pripravljali na nek poseg. Ker sem pa še prepričan, kot je kolegica rekla, še vedno mislim, da imamo zelo dober zdravstveni sistem, da smo na nekaterih področjih svetovni prvaki, še vedno nas v Evropi nihče ne premaga v umrljivosti novorojenčkov. Na zadnji podatek, da imamo največ ugrajenih tavi na milijon ali 100 tisoč prebivalcev, 10 tisoč, kakorkoli zmanjšujete imenovanje, še vedno smo prvi na svetu in tako naprej. Imamo rekorderje, imamo pa tudi nekaj slabih podatkov. Recimo umrljivost za možgansko kapjo je še vedno zelo visoka. Ampak, kako? Ja, glede na to, da smo se predstavili čez, ne vem koliko, 5 let naprej. No, X let, ok. Čim prej, ker mi se staramo. Takrat bo ta zakon že živel do te mere, da bojo vse bolnišnice imele enake standarde oziroma kakovosti, da državljanom Slovenije sploh ne bo potrebno izbirati. Torej je med nami optimizem. Mislim, to je namen. Hvala, Matej. Mislim, dobro smo zbrali. Ne samo ustanova. No, naprej. Jaz mislim, da digitalizacija je zelo pomemben proces in ko bo v finalu, bo veliko lažje spremljati podatke,
jih vrednotiti in izbirati, kje je najkrajša čakalna doba, kateri zdravnik ima, ne vem, več kot 300 tovrstnih operacij in tako malo varnostnih incidentov. To se mi zdi predpogoj ne samo iz stališča kakovosti, ampak tudi zaradi drugih zadev. In kjer jaz kot, bom rekla, operativec vidim težave oziroma ne težave, ampak ovire pri vzdrževanju kakovosti. Nekaj drugega vprašal, ne to. Zdaj si me zmotil. To ni kakovostno. Vidim problem neusklajeno delovanje, če se navežem tudi na prejšnja predavanja, ne? Recimo število amputiranih nog leta 2011 v Prekmurju pri diabetikih, to so netraumatske amputacije. Vidim problem nepovezanosti vseh deležnikov, ki so odločevalci, to je ministrstvo in ZZZS kot plačnik in NIJZ. Recimo, zakaj sem se spomnila na noge, ker sem nekaj časa delala tudi na tem področju in recimo sladkorno bolezen tipa 2 brez komplikacij so usmerili v referenčne ambulante in jih potegnili ven iz specialističnih ambulant, kjer so imeli vrhunsko oskrbo. In tukaj imamo vtis, da jaz sem vas razumela, samo jaz sem iz področja, ne? Zato sem vedela, o čemu govorite. Ja, res je. In če bi recimo te zadeve šle po isti avtocesti z istimi pravili, verjetno bi prišle na en cilj hitreje in varneje, ne? Tle vidim jaz. Ok, Tonka. Jaz sem rekla prej, da se tega zakona veselim, ker bojo ti kazalniki dostopni in jih bojo lahko videli ljudje in jih lahko bomo videli mi. In če zdaj grem nazaj, sem za dan 3.2., to pomeni za ta ponedeljek, zbrala podatke, ker so se zdravstveni izvajalci pritoževali, da imajo en kup vprašanj po mailih, po telefonih, kam, kako, zakaj, nepotrebnih. In imamo portal in smo dobili analizo. Najbolj povprečje, oziroma tako, tisti dan, ta ponedeljek je imel zdravnik družinske medicine v povprečju 38 mailov in v enoti, kjer sem gledala, je 6 zdravnikov in 6 ur pa 38 minut so odgovarjali na telefone. Kar pomeni, en tim v tem zdravstvenem domu med 6 je živel na telefonih in če je 38 mailov po portalih, pomeni, če samo 2 minuti za nekoga porabiš, je to preveč časa za administracijo. Če pa nekdo še gre naročati in ostrežiti oziroma iskati pacientov, kje bi pa kaj bo, je pa to 10-15 minut, če sistem dela. In se vprašam, a je res ta dostopnost, da smo vedno, pa še pogledala sem delež odgovorjenih klicev, ker tudi to je nek podatek, koliko klicev se ne odgovori. In je bilo med 287 klici odgovorjenih, ne vem, 41, se boste zračunali, kak odstotek to je, ampak poklicanih strani zdravstvenega kadra, po lastni intenciji, da sporočajo, da obveščajo izvidih karkoli pa 68 klicev. In če vse to seštejemo, je pravzaprav polovico ur svojega ordinacijskega časa tisti tim ta dan 3.2. posvečal administrativnim opravilom. In seveda se vprašam, kam je šla medicina v tej smeri, namreč bolnik, zdravnik ustvarjata dobro vzdušje, ustvarjata zaupanje. To je zginjeno po telefonskih posvetih, tega ni v mailih in tudi na ta račun se izgublja to zaupanje in se res vprašam, a je to naslavljanje dostopnosti tisto, kar si želimo. Mi, zdravniki, če govorim iz svojega profesionalnega zornega kota in tudi vodstvenega, si želimo osebnega stika z ljudmi in sem prepričana, da bi tudi to, kako ljudje razumejo in zakaj vse na urgenco prihajajo, tega bilo manj.
Ok, zdaj pa pokazani so bili grafi, kako v državah, kjer so upeljevali kazalnike in so to umeščali v sistem, kakorkoli sistem v določenem času konvergira, gre proti neki točki. Ampak v neki trenutku, glede na to, da imamo v Sloveniji javne zdravstvene zavode večinsko, bomo prišli do situacije, ko bomo lahko dobili izvajalca, ki se ne bo izboljševal, pa bo pod povprečjem. Kaj bi naredil, če bi bila to tvoja bolnišnica, kaj bi naredila kot plačnica. Torej, virtualno, upam, da so Matejeve besede zlate, ampak lahko se bo zgodilo, da bo nek oddelek ali bolnišnica vsako leto zapored nazadoval, zaradi katerikoli vzrokov, in da bo pod povprečjem. Torej, na nek način bo nevaren. In bodo to tudi ljudje zdaj zvedli, bo potem manj pacientov in tako naprej. Kaj bomo naredili s takim modelkom? Ja. Jaz sem dobro poslušala predavatelja v začetku in je bilo tudi rečeno, če bojo ugotovili določeno odstopanje anomalije, da bojo imeli rok, da se te anomalije odpravijo. Okay. Če odstopanja ne bi bila odpravljena, jaz mislim, da bi se moral ta program začeti seliti oziroma zmanjševati pri tem izvajalcu, ki ne dosega standardov kakovosti, kljub recimo pozivom, da naj se določene stvari, ki so bile ugotovljene, da niso v redu, da bi se moral pač zmanjševati in ta program seliti oziroma iskati drugega alternativnega izvajalca. Se pravi, mi bi kakovost nagrajevali z večjim, če tako lahko rečem, tržnim deležem. Okay. Pri tistih izvajalcih, ki standarde kakovosti dosegajo ali presegajo, in zmanjševali pri tistih izvajalcih, ki teh standardov ne dosegajo. Odgovor je jasen, tu nekih hudih kompromisov ne moreš imeti, ti lahko daš korektivne ukrepe, lahko zamenjaš predstojnika, lahko pa zahteva spremembe, če pa ne dosega nekega minimuma varnosti v kakovosti, je pa brez veze. Mislim, pa moš pa razformirati ta oddelek, pa ga pridružiti drugim, ali pa poslati tiste par, ki odstopajo na obvezno izobraževanje drugam. Ne more delati nekdo, ki dela nekaj nevarno oziroma nekakovostno. To bo postalo, mislim, nek minimum moraš izpolnjevati, drugače ne vem, kdo od vas bi si želel iti k kirurgu, ki bi vam noht ven zvlekel, pa bi vam naredil osteomielitis ali pa ne vem, kak tak zaplet, da bi pa še leta in leta se zdravil zaradi tega. To je za mene jasno. No, jaz sem hotel izpostaviti 7 vrednot kakovosti, ki so prepletene. To ni ena po ena steber, da so neodvisne in so primerljive. Torej, kdaj pretehta varnost nad dostopnost ali dostopnost za varnost? Ali bi se potovali, recimo, da sta figurativno iz Sobote v Izolo ali pa obratno, na neko storitev, če veste, da je tam bolj varno. Zdaj, ne vem, recimo poprečen. Namreč zelo pogosto se danes dogaja, da prihajajo na specialistični pregled, ki stane 25 evrov, več kot 100 km daleč. To je za bencin, da je 2-krat več, kot stane pregled. V takem stanju smo danes. Če ne, pa mi dam izpisek naše ambulante tega tedna. No? Kaj? Kaj pretehta? Saj jaz iz Koroške približno poznam poti. Ja. Če pride do kakega bolj zahtevnega zdravljenja. Ampak jaz mislim, da smo, tako kot smo prej se pogovarjali, da pač pacienti bomo mogli biti bolj odgovorni oziroma se bomo bolj angažirati do tega, da se poučimo o tem, kaj so naše dolžnosti. Zdaj, v življenju imamo samo eno, ne? In čisto normalno je, da če bom jaz, ne vem, prebral, da se v splošni bolnišnici Slovenj Gradec na enem oddelku nekaj zelo hudega dogaja, pa da mene čaka točno ta operacija, bom verjetno se pozanimal, kje bi lahko dobil dobro oziroma odlično obravnav in bom pač šel tja. Mi ljudje oziroma pacienti smo pa tudi do te mere naleti, da zelo dolgo stvari požiramo tudi, no. In tudi te, ko smo prej se pogovarjali o nekaterih dogodkih, da pacient kriči na nekoga oziroma da želi do zdravnika, to se mora po mojih izkušnjah se mora to, v nekomu nabirati to dolg časa. To ni, oziroma to, mogoče kak procent ljudi takih, da kar iz prve želi narediti red in da bo pač najboljše obravnavan. Jaz mislim, da nek dogodek nas more potisniti do tega, da mi začnemo, oziroma nekaj kričati, oziroma to je moje osebno mnenje.
Sem pa prepričan, da bo oziroma v tej dobi, ko lahko preberemo marsikaj, se pacienti poučimo, kje bi lahko dobili najboljšo obravnavo oziroma za našo bolezensko stanje. Jaz bi samo malo komentiral te. Ja, valjda je atraktivna ideja, da bomo vsega kirurga imeli, pa bomo vsi gledali njegovo mortaliteto pa zaplete. Ne? Sam pazite treba, da ne bomo gledali samo izhodne kriterije, ne? Ker je zelo pomembni so vhodni kriteriji. Namreč, da vam skiciram. Ne? Dolgo se je držal enega našega kolega v UKC Ljubljana, da ima največjo smrtnost v kateterskem laboratoriju. Ja, samo vsi smo svoje ate pa mama njemu pošiljali, zaradi tega, ker oni delajo najbolj kompleksne kejse v celi državi. Ne, se pravi, jasno, da če ti daš najbolj ogroženo populacijo enemu kirurgu ali pa radiologu ali karkoli, bo on imel tudi največ dogodkov, ampak fair je reči, da on najtežje operira, dvakrat težje, kot pa recimo jaz, ne? In da zato je logično, da bo imel več. Se pravi, kritično interpretirati te kazalnike je pa tudi zelo pomembno. Ne? In tu je ena past, ker če to daš laikom, recimo čistimo laik, ali pa recimo meni date dermatološke kriterije, sem že mrzel. Ne? Se pravi, moramo paziti, da jih bomo prav interpretirali, ne? Da ne bomo pol tiste najboljše proglasili za najslabše v resnici. Ne? Se pravi, stopni in izstopni kriteriji, ne samo izstopni. Ne? To je zelo pomembno. Ok, mislim, ne bom še začel z zadnjim sklopom, ampak še nekoč si nedolgo tega rekel, da bi zavihali rokave kardiologi v Sloveniji in ministrici odpravili nedopustno čakajoče. Zakaj to ni možno? Recimo v eni specialnosti ali pa vseh specialnostih. Kdo pravi, da ni možno? Ne. Zadnji podatki kažejo, da še vedno imamo nedopustno čakajoče. Skratka, podobno vprašanje kot prej, kdaj bomo spravili 1, 2, 3, 10 strok, ker enkrat bo treba počistiti in začeti iz nule. Kdaj, kako? Jaz bi rekel, da je vse to možno je, to smo mi v Celju dokazali, ker nas je tam 5 zavihali rokave, pa smo spravili čakalno dobo na 14 dni in nikdar ni bilo lepš delati, kako je bila čakalna doba na prvi pregled 14 dni, ker smo dobivali ljudi, ki so bili 14 dni nazaj na urgenci in so že bili pri nas. Tako da tiste hipoteze, da doktorjem pašejo čakalne dobe, ja, mogoče na par deviantom, ki iz tega profit delajo, v večini pa ne pašejo čakalne dobe. In to se vse da in se da, stvar dogovora je, ne, dokler imamo mi atmosfero, kjer smo eden proti drugemu, to ne bo ratel. Ko se bomo po enkrat usedli pametno pa rekli, da skrajšimo to, ker to je pravzaprav problem za vse, za pacijente v prvi vrsti, pa tudi za dohtore pa sestre, ko se derajo na njih pred vrati, umret me boste pustili, boli me v prsi, pa čez 3 mesece naročate. Tako da jaz sem prepričan, da se to da. Jaz sem pač tak mali izom udarniškega cajta. Okay, kako pa? Sedejo se ljudje pa začnejo delati, sam z delom se da rešiti stvari, ne z nobenim besedičenjem. Sedeti se morajo pa delati, morajo začeti, pač to je. Ok, zdaj pa veliko je bilo govora o tem zbiranju podatkov. Kakovost je pomembna tudi pri samih podatkih. Če imamo slabe podatke, dobimo slabe informacije. Garbage in, garbage out. Zdaj, kaj bomo naredili na podatkih, da bodo bolj kvalitetni, da bomo potem verjeli vsi na slike, ki jih prikazujemo, ne da se mora predstavnica NIJZ-ja braniti, da poroča to, kar dobi, pač deli, včasih integrira ali pa odvaja, ampak večinoma deli množi in pošlje na ustrezne institucije. Ampak podatke zbiramo mi. Ja? 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 Spet jaz. Ti spet, ja. Tu je recimo ključno sodelovanje spet med zdravniki, pa direktorji, bom rekel, pa politiki, pa NIJZ, pa vsemi deležniki. Ne? Ker če mi zbiramo tak nesmiseln podatek, kot je recimo procent ljudi, ki po infarktu imajo predpisan aspirin, ne? Kak podatek je to? Vsi pacijenti po infarktu imajo predpisan aspirin, razen tisti, ki so alergični na aspirin. Ne? To je popolnoma nesmiseln podatek. Se pravi, mi moramo prijeti skupaj do nekih smiselnih kazalnikov, ki bojo pol nekaj povedali in bomo pol iz tega pol modificirali naše delovanje. Ne? In to je možno pa samo v dogovoru, pa sodelovanju. Dok bomo mi doživljali neke kazalnike, ali mi, zdaj govorim spet kot doktor, namesto kot direktor, ampak kot neke vsiljene stvari, iz tega ne bo nič. Ko se bomo skupaj dogovorili, tole bomo spremljali, potem bo pa iz tega ratal nekaj zelo koristnega, ker bo pol tudi vsak vedel, zakaj imam jaz manj pacijentov s predpisanim tem zdravilom, kot pa vsi ostali. Ne? Ali pa recimo verolomno, zakaj jaz pošiljam več ljudi na urgenco, kot vsi ostali. Ne? To zdaj dam malo provokativno. Mogoče zato, ker imam težje, mogoče pa zato, ker sem slabši, ne vem. Dok nimam podatkov, ne vem. Se pravi, zato so smiselni kazalniki zelo pomembni, taki kot dogovorjeni pravzaprav. Dogovorjeni. Slađana, koliko bi zavod podprl, da pri vsakem
poročilu, ki ga moramo pripraviti, da je plačilo storitve izvedeno, se doda še 1, 2, mogoče 3 kritični klinični kazalniki. Nedolgo tega je eminenten urolog v Sloveniji povedal, da v njegovi ustanovi mesece prosi, da mu dajo 2 okenci, torej inkontinenca, erektilna disfunkcija po operaciji prostate, kar bi ga uvrstilo v evropsko mrežo njegovih operijencev po operaciji prostate, vendar to se še ni zgodilo. 2 okenci, samo da klikne pri ambulantnem pregledu. Ker potem informatiki to v sekundi ali pa umetna inteligenca v sekundi zbere, analizira in vrže ven grah. No, jaz bi rekla, da se v okviru obračuna ta hip zbira že preveč podatkov. In mislim, da bi morali graditi bazo pri Agenciji za kakovost in sicer morajo biti postavljene notranje kontrole. Mi delamo ogromno z bazami podatkov oziroma s temi obračunskimi in če ni postavljena kontrola, logična kontrola na vhodu, potem podatki niso kakovostni. Ne moreš, in notranje kontrole morajo biti tudi postavljene pri notranjih procesih, ker se recimo, danes jaz bolim, me bo ona nadomeščala, ne more iti, ne vem, sporočilo, kako je zdaj to, ta podatek, kakšna je definicija, kaj mora zdaj noter poročati. Se pravi, moramo imeti to IT podprto. In zato morajo biti definicije zelo jasne, zelo logične in se lahko pošiljajo recimo na agencijo in ko on pošle podatke na agencijo, bi tam dobil kodo, da je podatek oziroma ta informacija, ki jo je moral poslati za urologijo pravilna in bi bil ta šifra pri obračunu za urološke storitve in bi mi njemu spustili obračun uroloških storitev. Ta koncept se nam zdi mnogo boljši in bi povedala, da bi prvič postavljen pri svitu, zato da se je zagotovilo, da se material, ki se odvzame pri kolonoskopijah, pošlje v laboratorij. In to je odlično, moja izkušnja je odlična in to se mi zdi princip, ki bi ga morali na vseh področjih uporabljati. Tako se pogovarjamo zdaj pri e-naročanju za čakalne dobe, za CRPP in za podobne zadeve. Imamo zelo več Damoklejevih mečev nad nami, eno od teh, da zelo lepo diši po kosilu, drugo, da se nam čas izteka. Bom samo še eno temo odprl. Videl sem, da so predstavniki medijev tu. Govorili smo veliko o tem, da zakon o kakovosti mora povezati pacijente, državljane skupaj z zdravstvenimi delavci. Zdaj vas sprašujem, kako bomo mi, zdravstveni delavci in pacijenti, skupaj prepričali medije, da njihov pristop ni najbolj konstruktiven. To je moje osebno mnenje. Večkrat sva bila tudi sodelavca, sva sodelovala in moja prvi aksiom, vedno sem matematik, je, kakovost se obravnava v lokalnem okolju, z umirjenimi glavami. Ko se stvar razreši, se lahko potem objavi. V moji bivši bolnišnici, kjer sem zrastel, še preden je pacient zapustil operacijsko mizo, so bili novinarji že pred salo. Eden iz tima jih je poklical. Tako se zdravstvo kakovosti ne izboljšuje. Zanima me, kako vi ocenjujete to velike naslove, koliko je morala plačati ta bolnišnica. Namreč bolnišnice, zdravstveni zavodi morajo biti zavarovani za take primere, pripravlja se zakon nekrivdne odškodninske odgovornosti in če želimo, da bomo poročali zdrse, odklone ali kakorkoli bomo imenovali, kako se bomo uglasili z mediji. Eno je možno, kot smo govorili, da ne bomo nič komentirali, ampak verjetno bodo potem po svoje prijavili. Skratka, za zaključek še vaše mnenje, kako bomo povabili medije k konstruktivnemu nadgrajevanju zdravstvenega sistema, da bo bolj kakovosten, bolj varen. Kajti, če preberete, da se je nekomu nekaj zgodilo v bolnišnici, verjetno, pa čeprav se na kirurgiji ne boste šli niti roditi, ne? Verjetno. Čeprav nima nobene veze. Zdaj, kar se nas oziroma društva oziroma tiče, so te naše ozaveščevalne kampanje zelo odvisne od medijev. Iz preprostega razloga, ker naš cilj je, da dosežemo čim večje število ljudi. Zdaj, kampanje so pa lahko vodene v vse smeri. Zdaj, če hočeš biti publicističen oziroma če hočeš, moraš nekaj slabega narediti oziroma to je bila pred leti ena naša kampanja, ko smo na Jumbote napisali samo sranje, pa smo pol
dodali, pač, da je hitra reakcija na neprimerno sranje lahko rešuje življenje. No. In pač potrebno je, da vemo, da zakon o kakovosti v zdravstvu pomeni dobro. Tudi medijem je treba skupnim oziroma z enotnim glasom povedati, da samo vsi skupaj oziroma vsi, ki živimo v Sloveniji, lahko to oziroma vse, kar delamo, delamo za dobro pacienta. Zdaj, jaz vem, da bolnišnice na morju pač operirajo vsakega jutr oziroma včeraj, zdravstvena zavarovalnica tudi ne more plačati vsega, kar si mi zaželimo. Pač moramo v sklopu vsega, kamor gremo, no, moramo najti en skupen nastop, da bo dosegel vse. Saj jaz vem, da naša oziroma jaz govorim strani vseh državljanov, ker danes govorimo o imenu pacientov oziroma vsi, ki lahko enkrat smo pacienti in jaz mislim, da če bomo mi šli skupaj, vsi skupaj eno stran oziroma da ne bomo iskali napačnih stvari oziroma napačnih oziroma tistih stvari, ki lahko grejo narobe, pa če medijem to ne vem, enkrat naredimo čist, ne vem, da pač gremo skupaj pa povemo, da bomo pač zdaj od danes naprej oziroma od 7.2.2025 bomo pač mi sodelovali in bomo iskali pozitivne zgodbe, ne bomo iskali negativnih zgodb in to se mi zdi, da je pravi pristop in k temu tudi vsi stremimo oziroma vsi, ki smo predsedniki nekih društev, ki se ukvarjajo z zdravstveno problematiko, tudi delamo na tem, da so tudi naši pacienti opolnomočeni oziroma da imajo dosti znanja, da lahko s tem operirajo tudi tam. Mi, naprimer, vemo, da tisti, ki zboli za rakom, ko se pelje, oziroma jaz, ko se peljem iz Koroške na onkološki inštitut, imam 10 vprašanj takoj v glavi. Ko ti priješ do zdravnika onkologa, imaš še 2 v glavi, 8 jih pozabiš. In jaz mislim, da ko bo ti kakovost oziroma ko bo to kakovost zdravstva oziroma ko bomo nagovarjali v smer, ki je prava oziroma ki bo pač prava, no, oziroma da bomo vsi skupaj trobili v isti rok, se mi zdi, da je to, da bomo šli naprej in da ne bomo drug drugemu pač gledali, kaj naredi narobe, ker pozitivne zgodbe so boljše kot negativne. Še ostali 4 na kratko eno misel o tem, kako bomo medije motivirali, da bodo pozitivno nadgrajevali zdravstveni sistem boljši kakovosti in varnosti. Minut. Mediji imajo dolžnost obveščati in obveščajo pozitivne kampanje, brez odzivnosti in obveščajo seveda tudi o neljubih dogodkih z veliko odzivnostjo, kar pomeni ni samo na nivoju medijev, kaj obveščajo, kako obveščajo, sicer bi bili vsi precepljeni, ampak splošna populacija je na nek način veliko bolj dovzetna za te rumene novice, kakor pa za te dobre novice. Kar pomeni, v tem trenutku bi prosila medije, da razumemo se v tem kontekstu, da mogoče manj objavljajo rumenih novic in bolj te pozitivne zgodbe, da povečujemo cepljenje, da povečujemo preventivne programe, kajti verjetno bo potreben čas, da bomo vsi razumeli, da je zdravstvo sistem, v katerega moramo verjeti in si zaupati, da lahko pozitivno delujemo. Hvala, Vanja. Ja, zdaj edino, kar mi pametnega pade na pamet, je to, da poskušamo tako kot pacijente vključiti v sistem kakovosti, ne? Tako lahko enako ravnamo z mediji, ne? Saj oni so tudi pacijenti. Tako da jih vzamemo kot sodelavce, kot sodelujoče in se probamo čim bolj konstruktivno zmeniti. Ok, Slađana. Jaz mislim, da danes nismo več toliko odvisni samo od tega, kaj pišejo, ne vem, Delo, Slovenske novice, Finance, pa TV Slovenija, 1, 2, pa Pop TV, ampak imamo zdaj že celo vrsto podcastov, lahko uporabljamo recimo neke alternativne medije, kot so YouTube, pa ne vem, kakšno okroglo mizo ali pa kakšno predstavitev, odgovor na takšne, bom rekla, incidente. Povabimo dr. Bido in pa še nekatere druge strokovnjake, gospoda Gerbca, kjer poskušamo potem tudi s temi drugimi očmi predstaviti. Se pravi, začnimo spreminjati sebe, začnimo iskati odgovore na katere druge alternativne kanale za predstavitev drugih strokovnih resnic imamo možnost, ne pa samo, da smo odvisni od tega, oziroma danes sploh nismo samo odvisni od, bom rekla, uradnih medijev. Hvala, še Dragan. Ja,
Zdaj zdravstvo, jaz ko razmišljam, pravzaprav zdravstvo nismo samo zdravniki ali pa samo sestre. Ne? Zdravnikov je recimo 10 000, sestre malo več, vseh v tej državi nas je pa 2 100 000 in zdravstvo smo mi vsi, ne? Zdravstvo smo si izmislili zato, ko grabimo, isto kot gasilce ali pa vojsko ali pa policijo. Ne? In imeli bomo točno tako zdravstvo, kot si ga bomo sami naredili. Ne? In ta zakon se meni zdi, da je ful korak v pozitivno smer, se pravi, da bomo imeli nekaj boljšega, lepšega in svetlejšega in temu mora slediti tudi populacija, ki jo pa k temu lahko spravimo sam, da jo učimo. Obstaja pa ena fajn knjiga, ki je naslov Pazi, katerega volka hraniš. Ne? Izhaja iz čiroške legende, ne, da vsakemu od nas sta 2 volka, eden je dober, eden je pa zloben. In tistega, ko ga hraniš, tist raste in tist prosperira. Ne? In to je isto. Ne? Se pravi, bolj ko se bomo hranili z negativnimi novicami, bolj ko bomo iskali slabe zgodbe, bolj bomo vsi skupaj slabi in bolj bo slabo tudi naše zdravstvo. Tako da jaz mislim, da je to zadostno sporočilo tudi za novinarje. Hvala, spoštovana ministrica, cenjeno občinstvo, zavestno sem se odločil, da vam dam besede, ali sem dobil napako, odločajte sami. Ampak včasih je boljše biti malo pameten, malo neumen kot malo pameten. Tako da, hvala Matej, hvala Tonka, hvala Vanja, hvala Slađana, hvala Dragan za to, da ste trpeli z mano 1 uro. Dober tek.